Spoštovani partnerji, organizatorji, vsi poslušalci, lep pozdrav vsem skupaj na dogodku Evropskega partnerstva za inovacije, kjer vam z veseljem v naslednjih nekaj minutah predstavljamo dosedanje rezultate našega projekta z naslovom Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, kjer je vodilni partner Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, ob sodelovanju z Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Zavodom Celje, Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled, Klavnico Mereče, Tatjana Čop, SP, odnosi z javnostjo in 7 kmetijskih gospodarstev. Tematika našega projekta temelji na reševanju praktičnega problema v sektorju meso drobnice, kjer se kaže neizenačena kakovost klavnih trupov in neizenačena kakovost mesa kot posledica uporabe zelo različnih tehnologij reje. Z aktivnostmi projekta želimo tudi povečati prepoznavnost mesa drobnice in izboljšati dostopnost mesa drobnice v trgovinskih verigah. V prvem letu aktivnosti smo z preizkusi različnih tehnologij reje na kmetijskih gospodarstvih potrdili to neizenačenost klavnih trupov kot posledico raznih tehnologij, ki jih uporabljajo rejci na svojih kmetijah. V drugem letu smo pravzaprav že dosegli namen projekta, saj smo na podlagi rezultatov iz prvega obdobja že vzpostavili nekatere izboljšane tehnologije, ki omogočajo boljšo kakovost mesa in, kar je še posebej pomembno, tudi boljšo izenačenost klavnih trupov. Prav tako smo začeli razvijati tudi konfekcioniranje klavnih trupov. V nadaljevanju predstavljamo nekaj dosedanjih rezultatov, nekaj primerov izboljšane tehnologije reje. Tako na primer zgodnejše odstavljanje jagnet, rojenih v zimskem obdobju, doprinese k hitrejši rasti jagnet ter boljši kakovosti, hkrati pa ne vpliva na senzorične lastnosti mesa, kot so vonj, aroma ali mehkoba. Tako jagneta, ki so bila odstavljena pri 7 tednih starosti oziroma 15 kilogramih, so priraščala hitreje in v istem obdobju pravzaprav dohitela jagneta, ki so bila odstavljena nekoliko kasneje, pri 11 tednih starosti oziroma 20 kilogramih. Prirast teh zgodaj odstavljenih jagnet je bil v celotnem obdobju pitanja nad 400 gramov na dan. Izvedli smo tudi različne preizkuse tehnologij vzreje jagnet na paši in vzpostavili izboljšano tehnologijo pitanja na paši z dokrmljevanjem, ki prav tako izboljša hitrost rasti in kakovost mesa, skratka izboljša klavne lastnosti, poleg tega pa je maščobno-kislinska sestava takega mesa tudi bolj v korist zdravju koristnih maščobnih kislin. Pri tehnologijah reje na paši smo primerjali tudi različne genotipe oziroma pasme in v primerjavi med oplemenjeno jezersko-solčavsko pasmo in njenimi križanci so križanci dosegli hitrejšo rast in večjo klavnost, boljšo mesnatost. Masa hladnih trupov je bila večja, prav tako tudi površina dolge hrbtne mišice na prerezu. Primerjali smo tudi dokrmljevanje z različnimi krmili in ugotovili, da lahko s komercialnimi krmili dosežemo hitrejšo rast, boljšo mesnatost, večjo klavnost, skratka boljše klavne lastnosti. Do zaključka vseh ciljev nas loči le še korak, imamo izboljšane tehnologije, ki jih lahko priporočamo, imamo razvit način konfekcioniranja klavnih trupov, ki omogoča dokaj enostaven razseg, ki se ga lahko priuči vsakdo, makro- in mikrokonfekcijski kosi pa so privlačnejši za potrošnika. Če bi se izboljšane tehnologije uporabljale širše po Sloveniji, lahko zagotovo na ta način ne samo izboljšamo kakovost mesa, ampak tudi izenačimo
kakovost klavnih trupov, kar bi lahko pomenilo tudi povečanje odkupa jagnjet in kozličev v klavnicah. Da bi izvedeli, kako se naj rejci v prihodnje tržno usmerjajo, smo izvedli tudi spletno anketo, kamor je bilo vključenih 1188 anketiranih potrošnikov in zajeli smo statistično reprezentativen vzorec, kar pomeni, da rezultate te ankete lahko posplošimo na celotno populacijo. Kar je zelo pomembno od teh rezultatov je, da 95% slovenske populacije uživa meso, 5% pa je takih, ki ne uživa mesa, največkrat zaradi etičnih razlogov. Kar se mi zdi pomembno je, da je med jedci mesa kar 25% takih, ki uživajo meso drobnice. In to meso oziroma to meso jedo vsaj nekajkrat letno. Meso drobnice sicer spada med manj preferirane vrste mesa, ki ga kupci v največji meri povezujejo z uživanjem ob posebnih priložnostih. Pri nakupu je kupcem najbolj pomemben dober okus, da je meso zdravo, lokalnega izvora in da ima ugodno ceno. Dobro si zapomniti tudi to, da kupci mesa drobnice najpogosteje kupujejo neposredno pri kmetu in tudi v trgovskih verigah, v večjih trgovskih verigah. Torej, rezultati kažejo, da se je smiselno usmeriti v neposredno prodajo ali pa razširiti ponudbo v trgovinskih verigah. Namreč, izmed vseh vprašanih jedcev mesa bi se jih kar 27% pogosteje odločilo za nakup tega mesa, če bi bilo meso bolj dostopno na prodajnih mestih, torej na trgovinskih policah. Ali celo 18% izmed tistih, ki mesa sploh ne jedo, bi to meso pogosteje kupili, če bi bilo bolj dostopno. Dodatno vprašanje, kje bi si želeli kupovati meso drobnice, je ponovno potrdilo, da je preferenčni nakupni kanal trgovina v 50%, naslednji nakupni kanal pa je neposredno pri kmetu, torej prodaja neposredno pri kmetu. In še zadnje, zelo pomemben podatek, da si kupci želijo kupovati posamezne osnovne kose in predpakirano meso za enostavno uporabo. V času prvega vala epidemije so se naši poskusi nadaljevali, čeprav s težavo, in pravzaprav pozitivno prispevali k inovativnim idejam v tem času krize. Še bolj smo se združili moči in znanja in pravzaprav nas je pripeljalo do koraka, da smo izvedli konfekcioniranje in fotografiranje posameznih kosov mesa ter pripravili brošuro za promocijo neposredne prodaje na kmetiji. No, to je rezultat tega fotografiranja, seveda cel spekter lepih fotografij in brošura in seveda objava na spletu, ki je tudi pripomogla k prodaji mesa. Vsi deležniki v trikotniku znanja so v tem kriznem času postali še bolj povezani in pravzaprav smo se dopolnjevali še bolj, da bi našli rešitev problema. Kako naprej, torej ponuditi dovolj kakovostno jagnjetino, razširiti distribucijo v večje trgovske verige, se usmeriti v neposredno prodajo na domu in odstraniti nekatere bariere, ki jih še vedno imajo kupci mesa drobnice. Torej, pomembna je komunikacija med rejci, kupci, trgovinami, klavnicami in pa na koncu promovirati motive za nakup, kot so dober okus, lokalni izvor, pozitiven vpliv na zdravje in enostavna priprava. Za dodatne informacije lahko kontaktirate vodilnega partnerja ali pa si rezultate pogledate tudi na naši spletni strani. Nekaj podrobnosti najdete tudi na naši Facebook strani. Najlepša hvala za vašo pozornost, srečno in ostanite zdravi.